Gremo k knjigam, da nadaljujemo to vzdušje. Vlado, beseda bo tvoja. Katere knjige danes predstavljamo in kaj je njihova rdeča nit? Zdaj je bila glasba, zdaj bo beseda. Vsaki dan. Ja, lepo pozdravljeni. Rdeča nit današnjih knjig je tista, ki jo se držimo pri Planinski založbi. In to je, da s knjigami poskušamo ljudem približati gorski svet in dati čim več informacij, za varno hojo čim več priporočil in lepega planinskega branja. In to je praksa vsako leto, da poskušamo dati nekaj vodnikov, nekaj priročnikov, nekaj poslovnega branja, da kaže pa v prihodnje tudi kakšen prevod tuje vodniške knjige. Letos smo izdali že en vodnik, turno-smučarski vodnik. Prejšnji teden je šla knjiga Karlijske Alpe vodnik, dva vodnika. Potem imamo dve, rečemo, leposlovni deli, čeprav to v bistvu ne gre za čisto leposlovje, leposlovje je bolj fikcija. To je neka, lahko rečemo, polliterarna vsebina, spomini, refleksije, razmišljanja, vse tisto, kar ljudje radi berejo. In čaka nas še pa nekaj v nadaljevanju tudi na področju priročnikov. Mogoče lahko namigneš, kaj še bo išlo do konca leta? Ja. No, kot sem rekel, je v planu podobna knjiga, kot smo jo lani začeli, priročnik. Lani smo začeli z osnovami planinstva, letos imamo že dve knjigi pripravljeni. Ena je o turnem smučanju, pa tudi športno plezanje. Tukaj je en koncept, ki smo ga nekje zastavili zadnja leta. Do zdaj je Planinska zveza izdajala to vzgojno izobraževalno literaturo, ki je bila namenjena strokovnim kadrom znotraj Planinske zveze. No, zdaj smo nekje ta koncept razširili še na širšo javnost. Poskušamo z našimi priročniki učiti, vzgajati ljudi z različnih področji, lanske z osnovami, turno smučanje, športno plezanje, načrtujemo še gorsko kolesarjenje in splošno o naravovarstvene teme in verjetno še kaj. Potem imamo še eno leposlovje v planu, avtor je Marjan Brdeško, trenutno je knjiga o lektoriranju in bo do jeseni šla. Še ena knjiga je, ki jo bo predstavil tudi Dušan in ta je tudi izredno zanimiva, ki je pa v bistvu je nastala na pobudo 130-letnice ustanovitve Slovenskega planinskega društva in Planinske zveze Slovenije, ki pa obravnava tematiko preden se je ustanovila ta prva naša planinska organizacija. Mislim, da bo to ena izredna knjiga, ki bo dobro, kakovostno dopolnila to našo bogato zgodovino. Imamo pripravljeno tudi knjigo izbranih del Toneta Škarje, ki jo si poznamo kot legendo alpinista, himalajista, vodja nešteto odprav. Knjigo je napisal Žarko Rošček. Tukaj še se dogovarjamo o izvedbi tega projekta. To je knjiga napisana, tako da lahko jo napovem. Bom pa videl, v kakšnem obdobju bo išla, mogoče letos ali drugo leto. Ta knjiga je res prikazuje, obravnava, opisuje bogato publicistično dejavnost Toneta Škarje. Poznamo njegove alpinistične in himalajske dosežke, ampak tukaj gre izrazito izrecno o njegovi publicistični dejavnosti in je, moram reči, da sem jaz prebral, da me je res navdušila. Upam, da vse te knjige, ki si jih predstavil, napovedal, bodo tudi navdušile naše bralce. Pa začnemo kar s prvim vodnikom Karlijske Alpe. Irena Mušič-Habjan in Vladimir Habjan sta avtorja letošnje najobsežnejše knjige. Upamo, da bo tudi najbolj zaželena in v letošnjem poletju. Veliko časa sta porabila za
pisanje te knjige, dela sta se lotila skrbno, natančno in vse to se seveda odraža v tej res tudi zelo debeli knjigi. Kako sta prišla na idejo za pisanje tega vodnika in koliko dejansko Slovenci poznajo Karnijske Alpe? Ja, te ideje nekako pridejo postopoma. Mi da sva leta 2017 končala in je pri založbi Sedata je šel vodnik Vzhodne Alpe. Alpe brez meja z naslovom, ki obravnava območje Vzhodnih Alp. In del tega so bile tudi Karnijske Alpe. In s tem namenom, zato, da predstava Vzhodne Alpe, sva začela obiskovati Karnijske Alpe. In te so najbolj tako navdušile, da potem, ko je ta knjiga išla, sva stala v nekem iskanju, kaj bi pa zdaj, takrat sem jaz predlagal, kaj pa če bi se notila teh Karnijcev. Do zdaj sva upravila več kot 150 izletov tur v Karnijskih Alpah. Po letu 2017 sva pa začela načrtno obiskovati. To pomeni, da so se odločili za kompletno območje Karnijskih Alp in povsod zaznamovala tiste tipične, najbolj zanimive, najvišje, najbolj pomembne, kako temu rečemo, kar so v mestu soteske. In so potem to nekako prečesali. Zdaj, v začetku je bil nekako, sva razmišljala o nekih 80 turah, ampak ker se jih toliko nabral, sem jaz ustrajal, da jih je 100, kar mi je bilo zdaj žal, ker je bilo toliko več dela, ampak dejansko je potem prišel en tak napol enciklopedičen, praktično ni ene pomembne ture, take značilne, neko pomembne, nekaj pomembne hribni, ampak je vse značilne, najvišji vrhovi, območji, vse značilne ture so neki notranje. Zdaj, kakor je meni znano, recimo po teh družbenih omrežjih, po izletih, ki je planinska društva, nenazadnje po opisih v knjigah na vrhovih, po pogovorih z oskrbniki mnogih koč, kjer sva bila, Slovenci obiskujejo te hribe. Zanimivo je primer, ker sva prišla s knjigo Vzhodne Alpe v Počo pod Denone, tam nekje 4 ure vožnje iz Slovenije, je možakar oskrbnik kupil to knjigo, ker sem rekel, zakaj ne, ker Slovenci obiskujejo in če prespijo, vam je kje brati. Tako da po tem sodeč in tudi po številu prodanih izvodov v prednaročilu, dejansko lahko sklepamo, da Slovenci obiskujejo te hribe in je bil ta vodnik nekaj kar potreben. Da sežemo malo čez mejo, če ni vemo čez mejo, potem, ko pridemo nazaj, znamo centru naše hribe. Čeprav so prevzeli, Karnijske Alpe. Ja, posebej ta južni del, Furlanski Dolomiti, ker so pa zelo avtentični hribi, divji. Kaj pa je ta vodnik drugačen oziroma podoben ostalim vodnikom, ki smo že imamo v planinski založbi? Po izgledu je podoben Dolomitom, za eno avtorsko polo pač še bolj obsežen. Drugače pa nekako smo jo mogli glede na obseg, le malo bolj skromno zastaviti, manj nekih bojnih slik in tako naprej. Zdaj, kar je novo, je ko rečemo, da smo leto začeli z nekim, nekakšno digitalizacijo. Že v tem veliko tudi smučarskem smo QR kodom unesli, kar prakticirajo tudi vodniki drugih založb, ki mi sledimo. Tako da se poskuša to tiskano, digitalno nekako čim bolj povezovati. Tukaj je koda na izhodišče, mi smo pa to dopolnili še z aplikacijo MAPZS, ki jo Planinska zveza zelo dobro razvija in imamo dve QR kodi, ena je izhodišče, ena je pa ta MAPZS. Ta MAPZS, ker so tuji hribi, je vnešene, so vse ture, trase, ni pa zemljevida, ampak se da to z izvozom v pač druge aplikacije, recimo Vodotomaps, pa Locusmaps, se da potem dobiti zemljevid in imaš praktično na telefonu cel potek ture z tistimi osnovnimi podatki. Drugače je pa ta pač vodnik klasičen z vsemi tistimi generalijami podatki, ki jih uporabnik potrebuje, z mnogimi fotografijami, ki nekako dajo vedeti
z opozorili in tako naprej, tako da mislim, da bo pač dovolj uporaben, da bo za neko varno obiskovanje hribov. Torej so od kratkih, lahkih, do večdnevnih, zahtevnejših in celo 4 alpinistične vzpone, ki pa niso klasični vzponi, ampak so bolj pristopni na vrhove, ki zahtevajo nekaj plezov. Tako da mislim, da je širok spekter za vsakogar nekaj, za začetnike in za izkušenje. Irena, v katerem letnem času pa je vodnik najbolj uporaben? Ja, v vodniku so ture napisane za hojo in obiskovanje vrhov v kopnih razmerah, in sicer tam nekje od junija do oktobra. Precej je tudi nizkih vrhov, recimo Lepi Vršič, Ojsternik, tukaj tik za mejo, kjer jih obiskujemo tudi smučarji, tudi po zimi, ampak večinoma je pa to res za kopno sezono. Seveda, spomladi lahko gremo tudi na kakšne ture niže, reka do 2000 metrov, kjer pa po južni strani, kjer je hitro zmanjka snega, sonce pač pripeka, tako da smo tam lahko že nekje maja, junija. Visokogorje pa reka, da je tam nekje julij, avgust, september, zato ker sva že sama na lastni izkušnji imela to, da sva šla na visokogorje enkrat junija, pa v bistvu nisem prišla do izhodišča najne ture, ker je bilo še preveč snega, tako da takrat nama je pač manjkala zimska oprema, pa sva se lepo vrnila. Tako da je primeren, rekla res, ker je v bistvu Kanijske Alpe, sej kakšna razlika pa je od naših julicev, dolomitov, sej rekla, nikakšne take, ampak je pa res, da je mogoče, se človek ime Kanijske Alpe mogoče ljudje ne poznajo toliko zaradi tega, ker so julici so bolj zvenečo ime, pa dolomiti so tudi zveneče ime. Ko gremo iz Julijskih Alp v Dolomite, se peljemo skozi Kanijske Alpe in ni vrag, da se ne bi tam tudi ustavili, pa šli na kakšno turo. V pisanju knjige ste verjetno tudi imeli v mislih bralce oziroma uporabnike tega vodnika. Kaj želita, oziroma ko ste opisovala, torej kaj ste jim želela sporočiti s to knjigo? V bistvu, tako kot je Vladimir povedal, to je bil za naju izziv. Vidva se začela raziskovati te gore, doline, poti, ceste, markirane poti, brez potja. Mislim, da je v bistvu čar te knjige, tudi neko raziskovanje in upamo, da bodo bralci s tistimi opisi teh tur, gora, začutili tisto željo po raziskovanju, kajti tukaj je res eno ogromno območje, ki samo čaka, da Slovenci pridemo pač v vsak kotiček, bi rekla. Tukaj bomo našli veliko, rekla, turističnega obiska, posebej mogoče na tej severni verigi, ki je na meji z Italijo in Avstrijo, tam je zelo turistična, ker poteka pot, Kanijska visoka pot, ampak tam nekje na jugu, v tem Čimolajsu, dolini Setimana, tam bodo ljudje hodili samo iz doline v dolino, na vrhovih ne bomo srečali veliko, tako da bodo našli svoj mir, nove razglede, posebej proti Dolomitom in nazaj proti zahodnim julicam, pa prijazne domačine, prijazne oskrbnike, tako da jaz mislim, da tako kot smo midva navdušena, bo še marsikdo. In je že tudi, vse tisti, ki so že začeli hoditi v Kanijske Alpe. Hvala lepa.